Z nami je danes dr. Tone Smolej. Dr. Tone Smolej je komparativist, francist in literarni zgodovinar, ki na ljubljanski filozofski fakulteti predava primerjalno književnost in literarno teorijo na istoimenskem oddelku in je tudi predstojnik tega oddelka. Raziskuje imagologijo, tematologijo in zgodovino primerjalne književnosti. V njegovi knjigi Slovenska recepcija Emila Zolaja in Iz francoskega poslovenjeno sta naši prvi monografiji o slovensko-francoskih literarnih odnosih. Uredil je priročnika Podoba tujega v slovenski književnosti, tematologija ter 4 zbornike Društva slovenskih književnih prevajalcev o prevajanju. Ukvarjal se je tudi s slovenskimi doktorandi na Graški filozofski fakulteti v preteklosti in z ustanovitvijo prve slovenske univerze v Ljubljani. Je tudi vodja uredništva strokovnih publikacij Filozofske fakultete. Njegova primarna dejavnost je primerjalna književnost oziroma komparativistika. Ali nam lahko razložite, kakšna veda je to, kdaj nastane, ali od nekdaj, ali je to nekaj novega, torej kaj je primerjalna književnost? Ja, ta veda se pri nas pojavlja približno 90 let. Seveda bova danes bolj govorila o povezavi med primerjalno književnostjo in živalmi in zato imava tukaj tudi tovariša, pasjega. Namreč primerjalna književnost se seveda s tovrstnimi problemi ukvarja že kar od samega začetka. Zanimajo jo teme in snovi in med drugim tudi živalske snovi. Se pravi, že pred 100 leti so se francoski komparativisti ukvarjali z motivom psa oziroma s kaninskim motivom, kot se to strokovno reče v evropski literaturi. V zadnjem času se je pa iz literarne vede razvila ena zelo zanimiva panoga, to pa je seveda ekokritika, ki seveda tudi raziskuje odnos literature do narave, pa seveda tudi človeka do narave in do drugih živih bitij v naravi, se pravi tudi odnos človeka in psa. No in v zadnjem času se ukvarjate s prav to posebno temo, pes v slovenski književnosti, in sicer od leta 1863 do 1970. Kaj zamejujeta ti 2 letnici? Zakaj ravno to obdobje? Ja, res je, ukvarjam se zdaj nekaj časa s problemom motiva psa v slovenski prozi, na željo akademika Marka Snoja, ki pripravlja slovar o pasjih imenih in želi seveda tudi kratko poglavje o psu v slovenski prozi. Zbral sem si obdobje od 1860, se pravi, tukaj se nekako začne slovenska proza, do 1970 oziroma 1980, ko nekako nastanejo najpomembnejša mladinska dela s kaninsko motiviko. Katere pisatelji ali pa pisateljice bi izpostavili glede na to tematiko, ko je govora o psu, in o kakšnem oziroma katerem psu so največ pisali? Ja, mogoče kar začneva z Franom Erjavcem. Fran Erjavec je bil seveda pisatelj, po stroki, po izobrazbi je bil pa v bistvu, kot so takrat rekli, prirodoslovec. Prirodoslov je študiral na Dunaju kemijo, imel pa je seveda tudi predavanje iz zoologije. Se pravi, je bil izjemno izobražen pisatelj, naravoslovno izobražen za tiste čase in verjetno naši gledalci vsi poznajo delo Domače in tuje živali v podobah. To je seveda njegovo najbolj popularno delo, ki je seveda večkrat izšlo, ki je zelo simpatično napisano. Dejstvo pa je, da je nastalo po tudi izjemno popularnem delu Illustrierte Tierleben zoologa Alfreda Brema, ki je bil seveda tudi odličen naravoslovec, hkrati pa tudi odličen pisec. No in seveda ta knjiga se začne z zelo obsežnim poglavjem pes, to je domača žival, in zelo veliko prostora pa nameni hrtu. In to se mi zdi zelo, zlasti, ker sva imela prej, zdaj naj jo malce zapustil. Ja, ampak je pokazal svojo neodvisno naravo. Tako pokazal je svojo neodvisno naravo in recimo Brem in po Bremu tudi Erjavec citira arabski pregovor, da je dober sokol, hiter pes, se pravi hrt, in plemeniti pes, da so več vredni od 20 žena. Brem in Erjavec sta malce mizogina do ženskih vzgojiteljic, prepričana sta, da ženske mogoče niso najboljše vzgojiteljice, to je pač dediščina 19. stoletja, absolutno sta pa izjemno naklonjena hrtu in celo pravita, da je to edini pes, ki seveda v Aziji lahko je iz sklede svojega gospodarja.
Ja, in hrt, Saluki, ki sva ga imela tukaj. Saluki je pes, ki ga ne smeš prodati in ne moreš prodati, ampak ga lahko samo podariš, ker tudi Saluki je Allahovo darilo. In jaz vem, zakaj so bili tako vredni, več kot 20 žena takrat, zato ker so Saluki in sokoli omogočali hrano, oziroma sokoli in Saluki so lovili in s tem je bila v bistvu pogojena njihova eksistenca. Skratka, s tem se v bistvu naša literatura začne, s tem poljudnim tekstom. Govorimo o tekstih s kaninsko motiviko, jasno. Ja. Tukaj se meša ta poljudna znanost z literarnimi opisi, ko govori rjavec v steklini postane bolj naravoslovec, jasno, tukaj ni toliko literarnih anekdot. Je pa treba reči, da je seveda rjavec na začetku 60-ih let objavil tudi neko obsežnejšo povest, Zamorjeni cvet. In tam govori o tem, kako je seveda pes tudi človeku najljubši tovariš. In seveda to ponavlja tudi v poglavju pes v svojem naravoslovnem spisu. Tako da dejansko je treba Frana Erjavca postaviti na začetek, ko govorimo o slovenski prozi in s kaninsko motiviko. No, kdo pa so bili še kasneje, recimo, koga bi izpostavili še? Ja, seveda, zdaj zelo težko je seveda navesti vse. Treba je pa reči, da imamo kar veliko uspešnic s kaninsko motiviko, da tako rečem. Pasji junaki so bili že med obema vojnama zelo priljubljeni in tukaj je treba omeniti ovčarja Runa, Angela Cerkvenika. To je bila velika uspešnica. Zgodba. To je še pred kratkim bilo večkrat domače berilo, tudi še sedaj. Ja, skratka, zgodba o tem, kako pes živi v bosanski divjini, pa hudobni gozdarji potem psa ugrabijo in ga pošljejo v Zagreb. Ta pes pa se seveda iz Zagreba prek Dalmacije vrne nazaj v Bosno. Zelo spominja na Les se vrača. To sem hotela reči, motiv je podoben. Mi smo prej, 5 let prej, pred Knajtovo uspešnico imamo mi ovčarja Runa, ki se vrača in ta zgodba je dejansko nastala na podlagi nekega psa, ki se je prepeljan v Bosno, vrnil iz Bosne nazaj v Zasavje. Se pravi, to je v bistvu resnična zgodba, seveda pač o psu, ki se torej vrača. In to je bila velika uspešnica, zelo simpatična in kot nekako bi lahko rekli, če bi seveda naš avtor pisal v angleščini, bi verjetno bil tudi kakšen film, saj tak, kot je Lesi se vrača, igrala bi tudi Elizabeth Taylor, tudi neka deklica se tam v Zagrebu pojavila in tako naprej. Ja, to je ena njenih prvih vlog, kot mladenka z Lesi. Tako, s tem, da seveda ta ovčar Runo ima svojo funkcijo, on je ovčar, je zaposlen. Potem imamo pa seveda še Liska, tudi gospod Hudournik, Frana Saleška Finžgarja izide oziroma tik pred drugo svetovno vojno. No, to je pa hvalnica krasni naravi in seveda ta Lisko nima nikakršnih obveznosti, nima tudi pasme, sestavljanje, se to Finžgar precej natančno pove, sestavljanje iz jazbečarjev in drugih pasem. Sin tisočerih očetov, pravijo na vzhodu. Sin tisočerih očetov, ampak ta nima nobenih obveznosti, še več, precej nagaja, krade razne rilčke iz juhe, uničuje obleke planincem in tako naprej, ampak seveda Finžgar je povedal, želim pokazati, kako smo vsi bolj sproščeni v naravi. To je nekako do druge svetovne vojne. Potem pa po drugi svetovni vojni imamo pa en poseben tip psa, namreč pes vstopi v vojsko in dejansko imamo torej našega kraškega ovčarja, ki se sooči z nemškim ovčarjem. Se pravi, v bistvu bi lahko rekli, da ta spopad med recimo našimi in Nemci je metonimično prenešen na njuna psa. No in Angelo Cerkvenik takrat napiše drugi del, oziroma pač nadaljevanje z naslovom Sivi. In tukaj je seveda pes, ki se, torej kraški ovčar, ki se bojuje z nemškim ovčarjem in vsi Nemci so fascinirani nad tem vojakom, bodočim psom vojakom. Se pravi, pes vstopa v literaturo kot vojščak. Podobno je tudi z Ribičevo Kalo, tudi ona nekako se bori za svojega gospodarja, ki ga pač Italijani napadajo in tako naprej. Ampak tudi tukaj je treba reči, da imamo v slovenski vojni literaturi nekaj primerkov, ko pa pes ni samo nek hudoben, renčeči nemški ovčar,
Recimo imamo neko povestico mladinsko Kristine Brenkove z naslovom Dobri sovražnikov pes. To je že v naslovu povedano. Tudi tukaj imamo ovčarja nemškega, ki nekako zasleduje ranjenega kurirčka. No in ko ta kurirček že pač od vse utrujenosti pade v nezavest, zjutraj ugotovi, da se je nemški ovčar zleknil nanj, mu dihal za to, da bi ga ogrel. In mu pomagal kot... In je potem z njim zaživel, sta šla skupaj v partizane, potem je pa pač preminil. Ampak se pravi, pes ni nujno, torej stik z sovražnikovim psom v slovenski literaturi ni nujno poguben, lahko nekako s tem psom vzpostavita neko prijateljsko razmerje. Psi simbolizirajo neko nacijo takrat, pa vendar niso enaki kot ljudje, ampak ohranijo to plemenitost v sebi. V partizanskih filmih se bo vedno pojavil nemški vojak z čelado in z nemškim ovčarjem. Ki bolajo. Ki bolajo, seveda. To je v vseh partizanskih filmih, jugoslovanskih. Ko hočejo pokazati, kakšna agresija nas čaka. To je zdaj, se pravi, imamo torej neko obdobje pred drugo svetovno vojno, tik po drugi svetovni vojni. Seveda, s časoma, pa ne pa vojna tema ni več tako zanimiva, potem pridejo pa seveda novi problemi in to pa je pes v urbanem okolju. In seveda tukaj imamo vrhunski tekst, to je, danes ga poznamo predvsem po tem končnem naslovu Sreča na vrvici, ampak v bistvu originalno gre za neko povest Teci, teci, kuža moj. To je povest Vitana Mala, ki je deloma nastala tudi na podlagi nekih travm iz mladosti, kajti mislim, da je imel Vitan Mal v mladosti enega od teh mladičkov, ki so nastopali v filmu Kala. Ni bil glavni junak, ampak je bil mogoče pač otročiček kot glavni junakinje. In seveda, ko je ta otročič, to je bil še na začetku ovčjak, ko je moral zapustiti družino, ker je bil prevelik, je bila to precejšnja travma in na podlagi tega je kasneje v 70-ih nastala povest Teci, teci, kuža moj. In na podlagi prvega dela, samo prvega dela te povesti, to je zgodba o tem, kako se snema film, kako en tak plavolasi mladenič zaigra. Matjaž Gruden zaigra. Slavni zdaj, politolog in kako zaigra v nekem filmu, se pravi, kasneje bo to tudi film o filmu, in kako potem ekipa podari psa, in potem imamo klasičen primer, pes sredi bloka in hišni svet, ki je psu nenaklonjen. Smo v obdobju samoupravljanja in hišni svet je tisti, ki odloča vsem. Kaj je primerno in kaj pri Polonci Kovač je hišni svet pozitiven in sklene, da je treba na dvorišču prepovedati avte. Da ne bi povozil jazbečačka. Pet kužkov išče pravega. Tako, se pravi, hišni svet ni nujno samo negativen, ampak jasno v povesti Teci, teci, kuža moj je seveda ta zadeva izrazito negativna, odrasli ne razumejo otrok in tako naprej. Na podlagi torej tega prvega dela te povesti je Jane Kavčič napisal samostojno scenarij za ta izjemen film, Sreča na vrvici. In to sintagmo, Sreča na vrvici, ki jo je treba razumeti kot metaforo za psa v urbanem okolju, to je seveda pesem Svetlane Makarovič, ki nekako ponavlja kot refren Sreča na vrvici, ampak na koncu reče Sreča brez vrvice, ker seveda to je tudi zadnji prizor v filmu, kako tam vsi tečejo na nekem pašniku. Neomejeno, skratka, to je smisel, da bo enkrat pes brez vrvice in to bo sreča za vse. To je ideja že pri ovčarju Runu. Čeprav v urbanem okolju je to težko. Seveda je to težko, ampak jasno, da je torej Vitan Mal in Jane Kavčič, seveda zasluge so tudi Janeta Kavčiča, da sta seveda ustvarila umetnino in poslej se seveda ta zgodba imenuje Sreča na vrvici. Kajti Vitan Mal je priredil scenarij, ki ga je napisal Jane Kavčič po njegovem drugem tekstu. In zanimivo je, da seveda jasno zdaj se tudi pes spremeni. V prvi verziji ni Novofundlandec, v filmu se pojavi Novofundlandec Jakob, kot veva, in seveda zdaj vsi identificiramo
sreča na vrvici s tem velikim Novofundlandcem. Ja. Novofundlandec, kot veva, pa je za literaturo še veliko bolj pomemben. Če pomislimo na Byrona, njegovo pesem Novofundlandcev, seveda. Poznamo to pesem, to je verjetno res ena najlepših pesmi, zdaj seveda mi dva sva zdaj govorila predvsem o prozi, ampak je pa treba reči, da seveda si težko predstavljamo motiv Novofundlandca brez Byrona. Torej v tej pesmi reče, Bog ti ne prizna duše, ampak ti si tisti, ki greš in si srečen, ko greš v ogenj za svojega gospodarja in gospodarjevo srce nosiš v svojem srcu. Nobenega sprenevedanja, kot pri ljudeh. Pa še nekaj morava poudariti, efibrist, tam je tisti veliki Novofundlandec, ki je pravzaprav boljši kot vsi ljudje. Kajti Novofundlandec Rolo Efi ne bo zapustil, kljub škandalom. In na koncu leži na njenem grobu in se starša sprašujeta, sva midva naredila kaj narobe, poglej ga, ta pa tam leži, se je bil boljši, kot sva bila midva. In seveda, in to je, odgovor je ja. On je ni zapustil, vidva sta jo pa v bistvu... Ker sta upoštevala takratne družbene dogovore, medtem ko pes ostane zvest in je zvest, in to je seveda tudi poanta slovenske literature, da ni boljšega tovariša kot je pes. Še moje zadnje vprašanje. Te knjige, o katerih sva govorila, Očar runo, Lesi se vrača, 5 kužkov išče pravega, Teci, kuža moj, vse to gre predvsem za mladinsko književnost, kaj ne? Ja, sej to je zdaj zanimivo vprašanje. Marsikaj je bilo včasih napisan za mogoče starejše bralce, in se s časom, Jurij Kozjak je bil napisan za stare bralce, ne za mladinsko. Seveda, jasno, sploh te teksti, ki se dogajajo v urbanem okolju, so pač mišljeni na družino, ki dobi psa. Mi imamo verjetno v slovenski literaturi zdaj po letu 80, torej po Vitanu Malu, številne tekste, ki govorijo o tem, kako doma dobijo psa. In s tem se začne zaplet. Roksi išče dom, recimo, Skubica, je napisan po resnični zgodbi o tem, kako dobijo iz Bosne psa, pa reče oče, to je pa globalizacija. Je globalizacija, ampak hkrati je tudi referenca na Ovčarja runa. In seveda vedno bomo pomislili na Vitana Mala, ampak seveda na filmsko varianto, na srečo nam je bliže. Seveda, ker pač to tudi bolje poznamo in ker si želimo videti tega velikega črnega Novofundlandca Jakoba. Katera je pa vaša najljubša zgodba, ki ima to pasjo motiviko? Ja, moram reči, da me je Skubic s tem svojim tekstom, ki se dejansko skratka govori res o psu in o realni družini, da me je pravzaprav zelo navdušil in se mi zdi, da je pravzaprav en lep dodatek k Vitanu Malu. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Najin Salukina jo je zapustil, odšel na lov, da ne bo lačna. Super. Hvala lepa. Najlepša hvala.